Lepo pozdravljeni. Župani vseh 6 posavskih občin so na Sremiču pripravili tradicionalno ponovoletno srečanje z novinarji. Predstavili so najpomembnejše projekte v minulem letu in načrte za letošnje leto. Župani občin Krško, Sevnica, Brežice, Radeče, Bistrica ob Sotli in Kostanjevica na Krki so na tradicionalnem ponovoletnem srečanju z novinarji predstavili najvidnejše projekte v minulem letu in podrobneje spregovorili o naložbah predvidenih za letošnje leto. Občina Krško je leto 2018 zaključila z realiziranimi 35,5 milijona evrov prihodkov in 37,5 milijona evrov odhodkov. Na januarski seji pa so sprejeli tudi letošnji proračun. 17 milijonov je naložb v letošnjem letu predvideno v proračunu. Glavnina teh naložb, praktično več kot polovica, gre v cestno infrastrukturo. Veliko sredstev pa je namenjenih tudi obnovi obstoječih cest in pa obnovi kanalizacijskega omrežja Jelše-Gorica. Letošnje leto bo prav tako v znamenju gradnje in obnove šolskih objektov in vrtcev. Gre pa za gradnjo vrtca na Senovem in pa srednja knjižnica, to sta dve glavni investicije, seveda pa imamo še obnovo šole v Koprivnici in pa kulturnega doma, pravzaprav dela z vrtcem na Zdolah. Predlog proračuna občine Sevnica za letošnje leto glede na znane finančne okvirje znaša približno 17,4 milijona evrov. Investicijska sredstva se poleg več projektov z področja cestne, komunalne in družbene infrastrukture namenjajo tudi za odkup zemljišč za nadaljnje umeščanje projektov in prostorsko načrtovanje. Veliko je teh območij. Eno od takih je nadvoz na Savsko cesto, ki ga načrtujemo financirati iz evropskih sredstev, iz dogovora za razvoj regij. Drugo tako območje je tudi Loka. V načrtu je prav tako odkup zemljišč v Boštanju za javno infrastrukturo v poslovnih conah. Nekaj pa je tudi starih bremen. Tukaj mislim na ceste, ki so bile v preteklosti zgrajene po zasebnih zemljiščih in moramo velike napore in velika sredstva nameniti v odmiro. Večina teh lastnikov praktično podari to zemljo, kajti ta zemlja je že zasedena z javno infrastrukturo, vendar so geodetski postopki in ostali postopki dragi in zahteva veliko angažiranja sodelavcev in tudi finančnih sredstev v proračunu. Občina Brežice bo v letošnjem letu na investicijskem področju nadaljevala s projekti, ki so se pričeli v letu 2018, saj je večina naložb zaradi finančne konstrukcije načrtovanih za obdobje 2 let. Imamo razpisanih kar nekaj dvoletnih projektov, kot so pločniki ob železniški postaji, potem urejanje prometne ureditve in pa pokopališča v Brežicah in pa seveda še stari most čez Savo. V letošnjem letu bi pa radi nadaljevali z ureditvijo mosta tudi starega čez Krko in pa seveda z novo investicijo gradnjo vrtca v Artičah. Na področju sodelovanja z državo nadaljujejo z usklajevanji za novi most čez reko Savo in za nadvoz Brezina. Občina Radeče prav tako nadaljuje predvsem z infrastrukturnimi naložbami. V teku sta tudi že 2 projekta, sofinancirana sredstvi CLLD. Smo že pridobili pogodbo za sofinanciranje te naše stare šole na Jagnjenici, kjer bomo obnovili in dali notri vsebino. To sem zelo vesel, skupni projekt bo cirka 200 tisoč evrov. Naprej imamo ta naš posavski ribji krog, kjer bomo uredili ta naša res prelepa trasa za ribičijo, ki nam priznava cel svet. Dobiva novo podobo čisto na koncu, ker je poleg ne samo ribolovna trasa, tudi sprehajalna pot, kjer bomo imeli ta res lep ribnik. Tudi tukaj smo dobili 120 tisoč evrov plus naš delež samo DDV. V Kostanjevici na Krki imajo v občinskem proračunu, ki je še v javni obravnavi, med drugim v načrtu izvedbo energetske sanacije osnovne šole, začeti z odkupom zemljišč za regionalno kolesarsko povezavo Krško-Kostanjevica na Krki in obnoviti nekatere lokalne ceste in javne poti. V letošnjem letu pa bodo nadaljevali tudi s pogovori z župnijo Kostanjevica na Krki o odkupu starega Farovža. Mi smo sicer pridobili z naše stranice nicovno poročilo, katerega smo predstavili gospodu župniku in celo škofiji naprej. Sicer je potem prišlo do nekega nesporazuma s cenitvijo, koliko je meni znano,
po določenih informacijah. Tako da mi smo dali stvar ocent, sama cenilna vrednost je znašala 214 000 evrov. Mi kot občina to lahko prodamo, kupimo samo po nižji ceni, po višji ne, s tem so bili oni tudi seznanjeni. Zdaj pa čakamo njihovo reakcijo, kaj se bo pa zgodilo. Sicer pa se bo morala občina Kostanjevica na Krki v letu 2019 ponovno dolgoročno zadolžiti za kritje investicijskih odhodkov v letošnjem proračunu, ki jih je za več kot 2 milijona evrov. Občina Bistrica ob Sotli pa bo v letu 2019 dala poudarek pripravi projektne in ostale dokumentacije za področje vodooskrbe, vsebinskega dela obstoječih obnovljenih objektov, skladno s sprejetimi strateškimi dokumenti pa bo zagotavljala sredstva za intervencije v kmetijstvu in gozdarstvu. Direkcija za vode je v Kostanjevici na Krki predstavila podonovski projekt, katerega cilj je zmanjšati poplavno ogroženost in obnoviti naravna poplavna območja. V tem medregijskem projektu Direkcija za vode sodeluje kot eden od 22 partnerjev iz 10 držav Podonavja. Direkcija Republike Slovenije za vode je pristopila k projektu Danube Floodplain z namenom, da izboljšamo spoznavanje področja ohranjanja in pa obnavljanja naravnih poplavnih površin. S tem projektom zagotavljamo veliko sinergijo med ohranjanjem naravnih površin in zmanjševanjem poplavne ogroženosti na eni strani in pa tudi izboljševanjem in ohranjanjem dobrega ekološkega stanja voda in pa ohranjanjem narave. Celoten projekt, torej za 22 partnerjev iz 10 evropskih držav, je ovrednoten na 3,7 milijona evrov, od tega delež Direkcije za vode znaša približno 280 000 evrov. Območje Kostanjevice na Krki predstavlja enega izmed 6 pilotnih projektov. To območje smo izbrali z namenom oziroma ob zavedanju, da je poplavna problematika na območju Kostanjevice na Krki zelo pereč problem, eden tistih najbolj perečih, in ob tem imamo pravzaprav tukaj priložnost, da to rešujemo v kombinaciji z ohranjanjem obstoječih poplavnih površin v Krakovskem gozdu in pa na Šentjernerskem polju. Na predstavitvi medregijskega projekta je sodeloval tudi kostanjeviški župan, ki je izrazil zadovoljstvo že s samim načinom iskanja rešitev. Meni namreč, da so se projekta lotili tako, kot bi se ga sami. Sicer pa je dodatno opozoril na problematiko nabiranja plavja, ki ga prinese voda ob mostnih opornikih. Ja, ključne težave so predvsem v tem, sama reka Struge Krke ni očiščena. To mi vidimo in trdimo in to 100% drži. Ker vidimo na tem območju, kjer smo ga očistili, je to situacija čist drugačna, da je pa treba to še dol nizvodno urediti, pa vsakem normalnem človeku mora biti jasno, da če voda ne pretaka se preko, se zadržuje pač tukaj. Mi smo na najnižji točki in je Kostanjevica kot en bazen. Gre za to, da pravzaprav sistem delitve ali pa upravljanja je takšen, da za odstranjevanje te problematike so odgovorni upravljalci cest ali pa infrastrukture in je to njihova dolžnost. Seveda dostikrat pride tudi do kakšnih dogovorov ali pa naredi tisti, ki je tudi mi kdaj odstranimo, če smo prisotni takrat na terenu. Župan je tukaj upozoril še na problematiko bobra, dejansko gre pa tukaj tudi za to, da marsikaj, kar je odloženo ob vodotokih, kar lastniki gozdov, zemljišč ne pospravijo, kar ostanejo veje, potem voda ob višjih vodostajih ali pa ob razlivanju v bistvu pobere in prenese po strugi dol vodno. Petretič je izrazil skrb tudi zaradi gradnje protipoplavnih zidov v Krški vasi. Seveda javnost skrbi, zakaj dol gradijo nasipe, če mi pa vemo, da dol vode ni tukaj, ampak oni še vedno si gradijo nasipe. Krška vas, Malence gore vodno, ne vem zakaj, mi nimamo nobenih pojasnil, ampak logično je človeku, če si ti nasip gradiš, z enim namenom ga gradiš, zakaj ne vem. V okviru tega projekta bodo torej za Kostanjevico na Krki do novembra 2020 izdelali idejne rešitve, ki bodo predvidele razlivanje narasle reke po okoliških poplavnih površinah.
Torej, te idejne rešitve bodo zdaj pripravljene, oziroma scenarij potrebnih ukrepov bo pripravljen zdaj do poletja 2020, tako kot smo rekli. Na osnovi tega bodo te potrebni ukrepi ovrednoteni in bomo tudi pravzaprav vedeli, o kakšni investiciji se pogovarjamo. Potem bomo pa to investicijo uvrstili v načrte, glede na to, da gre za Kostanjevico, da gre za območje pomembnega vpliva poplav, eno izmed tistih najprioritetnejših območij, tudi računam, da potem zelo v kratkem ukrepe tudi izvedemo. Konkretno, kar pričakujemo od tega projekta, se naredi tale študija, ki je podlaga za izvedbo, za izvedben načrt, ki potem, ko bo ta študija narejena, bo tudi delno ovrednotena, kaj naj bi to stalo, pol je pa projekt za izvedbo, pa gradbeno dovoljenje. Jaz seveda si želim, da bi čim manj posegali v kmetijska zemljišča, da ne bi delali škode še na tem področju. Mi imamo ogromne površine v Krakovskem gozdu, da se te površine izkoristijo in dobimo dvokratno korist. Petretič si v upanju, da Kostanjevice na Krki ne bi prizadele večje poplave, želi čimprejšnjih rešitev. Pomembna faza izgradnje krške obvoznice je tretji most čez Savo, ki je tik pred odprtjem. Celotna obvoznica, vključno z južnim krakom skozi Žadovinek, pa bo zaključena jeseni. Tretji most v Krškem je v celoti dokončan. 30. januarja je bil izveden tehnični pregled, na katerem sta bili izpostavljeni dve pomanjkljivosti. Katerih je ena že odpravljena, gre za dokumentacijsko pomanjkljivost in druga bo pa ravno te dni dokončana še en kos ograje, tako da bi lahko objekt dobil uporabno dovoljenje tam nekje okrog 20. februarja in takrat bi potem tudi stekel promet. Projekt ima še dve fazi. In sicer ena faza južni krak, to je od mostu proti nakupovalnem središču. Dela tam trenutno stojijo, vendar pa je rok nekje do jeseni tega leta. Računam glede na to, kako so štartala dela, da bodo tudi nadaljevana v tem tempu in da bodo dela dejansko do roka dokončana. Prva faza je pa izgradnja oziroma obnova ceste mimo Vipapa, približno 1 kilometer pa pol približno ceste, kjer gre za izgradnjo infrastrukture, se pravi komunalnih vodov in vsega ostalega, kar je pa pomembno je tudi, da se gradi peš in kolesarska steza ob cesti. Ta del projekta naj bi bil končan nekje do junija letošnjega leta. Ocenjena vrednost južnega dela obvoznice, vključno z gradnjo mostu, gradnjo krožišča na desnem bregu Save, rekonstrukcijo ceste Krško-Vrbina in novogradnjo obvoznice v Žadovinku, znaša 14,3 milijona evrov. Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj je bilo za to naložbo odobrenih 8,73 milijona evrov. Vsi posavski župani, direktorica Komunale Brežice in direktor sektorja Komunalne družbe Kostak so v petek podpisali sporazum o sodelovanju in financiranju brezplačne svetovalne pisarne, ki v teh dneh pričenja delovati v okviru skupnega projekta Varuj vodo. Kot je po podpisu sporazuma pojasnil župan občine Krško, ki je vodilni partner projekta Varuj vodo, želijo v Posavju občanom z območij razpršene poselitve omogočiti informiranje in svetovanje o izbiri, izgradnji in vzdrževanju malih komunalnih čistilnih naprav. Projekt je namenjen predvsem svetovalni službi, se pravi svetovanje v vseh 6 občinah, in sicer svetovanje za končne uporabnike, se pravi fizične osebe, lastnike malih čistilnih naprav in pa lastnike različnih greznic, ki jih je treba predelati v male čistilne naprave. Namen projekta je seveda zaščititi vodo pred polucijo nekontroliranih izpustov vode. Brezplačna svetovalna pisarna bo delovala v vsaki posavski občini. Svetovalec za celotno Posavje, Aleš Levičar, bo za vprašanja občanom brezplačno na voljo v vsaki občini po nekaj ur v mesecu, glede na interes občanov. V sklopu svetovalne pisarne bomo nudili svetovanje občanom na območju razpršene gradnje, kakšno malo komunalno čistilno napravo naj si zgradijo, pač glede na njihove potrebe. Skupaj bomo v sklopu svetovalne pisarne izbrali, katera je za določenega uporabnika najbolj primerna, plastična, betonska, mogoče rastlinska čistilna naprava. Kot je še pojasnil Levičar, so v vsaki posavski občini že zagotovili prostore za svetovalno pisarno. Sicer pa gre za projekt podprt z evropskim denarjem. Torej, projekt Varuj vodo je z Evropi sofinanciran projekt vrednosti približno 195 tisoč evrov. Sofinanciran pa je v višini 85% upravičenih stroškov, kar znaša nekje okrog 137 tisoč evrov. Svetovalna pisarna bo v vsaki posavski občini delovala vsaj do leta 2023.
V nadaljevanju sledi nekaj kratkih vesti. Nuklearna elektrarna Krško je v januarju proizvedla dobrih 543 tisoč megavatnih ur bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje nekaj manj kot 515 tisoč megavatnih ur električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,9% večja od načrtovane, ki je bila 510 tisoč megavatnih ur. Reka Sava se je zaradi delovanja nuklearne elektrarne Krško v januarju segrevala povprečno za 2,8 in največ za 3 od dovoljenih 3 stopinj Celzija. V tem mesecu je bilo v skladiščenih 0,869 kubičnega metra nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Krški rokometaši so v 16. krogu prve B slovenske rokometne lige prišli do 12. zmage in 2 novih točk. Ekipo Rudarja iz Trbovelj so premagali z rezultatom 24-23. Težka zmaga, ampak zaslužena na koncu. Zborili smo si jo, nismo igrali tekoče v napadu, vratar njihov nam je pobral res veliko strelov, ni bilo tiste sproščenosti, tako da smo imeli krizna obdobja, tudi 4 razlike, pa nismo uspeli zadržati in na koncu preko z veliko željo, pravim pristopom, uspeli v zadnji sekundi doseči zadetek in mislim, da zasluženo, pa ja, gremo naprej, tekmo po tekmo, 3 tekme, 3 zmage, gremo dalje. Plesni klub Lukec je v Brežicah izvedel že 5. Master Dance festival Lukec Open. Na festivalu se je tokrat predstavilo preko 1300 plesalcev različnih plesnih zvrsti iz 62 različnih plesnih klubov in šol iz 6 držav. Nadaljujemo na Senovem, kjer so nedavno obeležili krajevni praznik. Praznovanja v sklopu praznika krajevne skupnosti so se začela z odprtjem novih prostorov tamkajšnje krajevne organizacije Rdečega križa. V krajevni organizaciji Rdečega križa Senovo so odprli nove prostore krajevne postaje, ki se zdaj nahajajo v kletno-skladiščnih prostorih nekdanje upravne zgradbe Rudnika Senovo. V začetku investicije gradnje novega vrtca smo prišli do problema, da se na lokaciji, kateri se nahaja stari Rdeči križ oziroma stara lokacija Rdečega križa, je bilo potrebno odstraniti, da se umesti ta vrtec noter, in smo že lansko leto začeli z iskanjem prostorov za umestitev krajevne organizacije Rdečega križa. To smo uspeli najti prostore v kletnih prostorih upravne stavbe. Prostore so pred oddajo temeljito prenovili. Do sedaj je imela senovska krajevna organizacija Rdečega križa v uporabi prostore, ki so bili po kvadraturi premajhni za skladiščenje večjih količin, predvsem oblačil in obutve. Gre za večje prostore, svetlejše prostore, bolj prostorno, bolj vse na vidiku, se vidi, prej je bilo vse natlačeno, nisi vedel, ali je moško, ali žensko, ali otroško, vse je bilo na eni vrsti, zdaj pa imamo lepo asfaltiran vsako posebej. Imamo tudi centralno, ki tam nismo imeli, zelo lepo, tako da kar s ponosom povem, nova lokacija je nekaj enkratnega. V uporabi imajo 2 prostora. En prostor bomo bolj za obleke na stojalih, da lahko na kolesih, da lahko prestavljamo sem in tja, glede na sezono, če je zimsko ali pa letno, da nimamo to vse v enem prostoru. To so prostori, to je občinska stavba, tako da so te prostori bili prazni, neurejena klet, zdaj smo uspeli to klet urediti, tako da je tudi z tega vidika je ta klet dobila svoj namen, ni več ne sameva tako prazna pa razkopana, kot je bila v preteklosti. Odslej bodo torej prostovoljke lahko neovirano izvajale sprejem in izdajo blaga v nadaljnjo uporabo. In se veselim tudi ljudi, obiskovalcev, ko bodo prišli. Tudi urnik smo zamenjali, da nimamo samo 2krat na mesec, ampak imamo vsako sredo, tudi 2 srede popoldan, da lahko pridejo tudi tisti, ki so v službi. Imamo pa tudi telefonsko, da nas lahko pokličejo, kadar hočejo, ker marsikjer noče poklicati takrat, ko so uradne ure, pa pridemo pol, pa mi to z veseljem naredimo. Zato smo tukaj. Do selitve v nove prostore je prišlo ob sodelovanju krajevne skupnosti Senovo, občine Krško in Rudarja Senovo. V petek so v Lamutovem likovnem salonu odprli razstavo fotografij novinarja in fotografa Gorana Rovana, ki predstavljajo utrip mesta ob tradicionalnem kostanjeviškem pustovanju Šelmariji. Goran Rovan kostanjeviško Šelmarijo kot novinar spremlja že 30 letja. Zadnjih 14 let pa se ji posveča bolj intenzivno, predvsem s fotografijo. V tem času je nastal zelo obsežen arhiv. V svojem arhivu imam tako zabeleženo, mogoče tudi kaj ni označeno, nekje okoli 19 000 fotografij, ki so nastale na temo Perforcenhausa in vsega tega dogajanja v Kostanjevici.
Izbor ni bil enostaven, zato se je odločil, da razstavi več fotografij, s poudarkom na ljudeh in po nekih sklopih. Se pravi, normalno treba predstaviti te like, ki tvorijo to Šelmarijo oziroma Pfeffertsenhaus. Potem so to figure, kot bi rekel Milko Hramski. Tu so tiste osebe, ki nastopajo ponovadi v skečih ali pa na teh občnih zborih, kjer perejo seveda vsako leto perilo umazano. Poleg tega sem pa tudi tiste, bi rekli, tle v Kostanjevici firbce, ki pridejo na to povorko nedeljsko in se tudi našemijo, po domače. Ob tem so skozi fotografijo predstavljeni dogodki tega 4-dnevnega tradicionalnega pustovanja. Šelmarija, ki predstavlja najstarejši pustni obred na Slovenskem, traja od nedelje do pepelnične srede. Če začnemo od zadaj, pokrep, sedmina, potem imajo gonjenje medveda in oranje in sejanje, seveda občni zbor, to je največja prireditev Šelmarije, saj za Kostanjevičane. In seveda še nedeljska pustna povorka, baknada in budnica. Je pa res, da sem se včasih tudi znal kaj našemiti, recimo v tistih ponedeljkov, ko je bil pustni ples pri Žolnirju, smo se kdaj tudi kaj našemili, zadnje čase pa manj. Predvsem zaradi tega, ker imam skozi v rokah ta fotoaparat in pa če si namažan, je pa aparat poln vseh barv in še česa. Razstava fotografij Gorana Rovana je sicer del širšega projekta etnološkega društva Pfeffertsenhaus Pust skozi čas in 10. v sklopu razstav, ki jih v društvu pripravljajo v pustnem času. Avtor Goran Rovan je izjemen novinar in tudi fotograf. Njegove fotografije izražajo življenje, izražajo igrivost, izražajo živost, ki jo imamo mi v času pustovanja. Goran Rovan že več kot 30 let spremlja našo kostanjeviško Šelmarijo in vsekakor je dal svoj prispevek k ohranitvi tega edinstvenega običaja kostanjeviške Šelmarijo. Sicer pa gre za prvo Rovanovo razstavo v Kostanjevici na Krki. Sem pa samo razmišljal že o tem, predtem so začeli etnološko društvo Pfeffertsenhaus s temi prireditvami, ki so jih razširili na te razstave, ki jih zdaj že par let pripravljajo. Sem tudi sam razmislil, mogoče bi pa jaz dal tudi ene slike, potem pa je prišlo njihovo povabilo, sem bil pa še dolgo vesel. Rovanove fotografije bodo v pustnem času na ogled tudi na drugih lokacijah. Po zgledu, ki je imel pred leti Hini, se pravi Matjaž Karhin, svojo potujočo razstavo je imenoval, v glavnem je bilo to, naslov je bil Englažek, je on to pripravil enkrat, eni gostili enkrat drugi. Jaz sem se odločil, da mogoče te fotke, ki niso samo na razstavi, se pravi, jih je še 1000 zraven, da bojo pa vrtele se tudi po kostanjeviških gostilnah v tem času. Predvsem z namenom promocije te žive kulturne dediščine. Morda bi bil že čas, recimo, da galerija ali občina uredi neke prostore, pa da to dediščino tudi predstavijo drugim, ne samo v času pusta, tudi turistom, ki pridejo poleti ali pa v drugih letnih časih. Razstava bo v Lamutovem likovnem salonu na ogled do 15. marca. Krčan Roman Blatnik je po 37 letih in 1530 tekmah decembra zaključil zelo uspešno tekmovalno kariero v različnih športih, brez enega samega odstopa in s tem zaznamoval posavsko športno sceno. Obiskali smo ga na njegovem domu na Vidmu. Roman Blatnik je konec lanskega leta z mednarodno adventno tekmo v nordijski hoji v Zagrebu končal svojo tekmovalno kariero. Z nordijsko hojo se je sicer intenzivneje ukvarjal v zadnjih letih. Njegovo športno pot pa je najbolj zaznamovalo kolesarstvo. Obiskali smo ga po jutranji rekreaciji. Ob vstopu v stanovanje v oči takoj pade bera medalj. Medalj je vse skupaj 922. Moram povedati, da to je od cirka 1530 tekem v vseh teh 37 letih. Kar pomeni povprečno 40 tekem leto za letom. Niso vse posod bile medalje, ker pač spet tukaj nisem dober. Sem športnik, sem rekreativc, ampak to je že bolj tisti vrhunec rekreativnega športa, ko moraš fejst trenirati, da sploh prideš do odličja. Vse te medalje, tisti, kateri so kdaj plavali v olimpijskem bazenu, olimpijski bazen bi bil prekratek, če bi te medalje dal eno ob druge. Jih je za 51 metrov. Pogosto tekmovanje seveda zelo zaznamovalo njegovo življenje.
Mogel sem se prilagoditi, za vsak sem mogel si narediti timing, tako da včasih sem šel tudi pred službo trenirati, včasih po službi tudi ob trdi temi, z lučko in tako naprej. Pač vsako tekmovanje zahteva popolnega človeka, moraš se pripraviti, moraš progo spoznati, zato sem zmeraj 2 uri prej prišel na štart, da sem si progo gledal, da sem zmeraj pri vsaki tekmi, da sem lahko šel na polno. S športom se je sicer intenzivneje začel ukvarjati pri 29 letih. Razlog za to so bile zdravstvene težave v mladosti, saj sta mu pri rehabilitaciji oslabljenega organizma pomagala tek in kolesarstvo. Z močno voljo in vztrajnostjo je postopoma okreval, kolesarstvo pa je ostalo pomemben del njegovega življenja. In od teh 37 let je res hitro minil, ne. Hvala Bogu, zdravje me zdaj služi, tudi takrat sem ujačal s tem, tako da moram povedati, da sem imel manj kot 50 kg po 3 težkih operacijah. Sledile so prve preizkušnje na kolesarskih maratonih. Leta 1982 se je, star 30 let, udeležil prvega maratona Franja, maratona okoli Pohorja in Juriša na Vršič. Po več sušnih letih brez kolesarstva v Krškem je bil v peščici entuziastov, ki so leta 1985 na predlog kolesarskega kluba Krka iz Novega mesta ustanovili kolesarsko društvo Matija Gubec oziroma Videm. Izvolili so ga za prvega predsednika. Ta klub je kar en čas vztrajal, tudi začeli smo z rekreacijo. V letih 1987 in 1989 je bil pobudnik in organizator papirniške kolesarske transverzale Krško-Titov-Drvar v dolžini 300 km. S tem so simbolično povezali športno prijateljstvo obeh papirnic. Prvo leto smo šli, nas je šlo 10 in so bili strašno navdušeni, krajani dol, skozi progi so napise, da je dobrodošli nam Janezi, tudi lepo so nas pričakali. Moram povedati, da takrat so naši, ker delam v tovarni, celo zdaj sem delal kot vzdrževalec, so naši vzdrževalci usposobili papirni stroj v Drvarju, tako da je lahko tudi tam začeti s proizvodnjo. No, in ker smo rekli, da bomo naredili en tak športni projekt, da bomo videli, če nam ga bojo oni lahko vrnili, ker so nas zmeraj premagovali v fuzbol in tako naprej. No, in do tega je prišlo do prijateljstva, ampak kolesarjev z njega konca pa ni bilo nikdar do nam. Poleg že omenjenih medalj ne moremo mimo številnih plaket in pokalov. Roman Blatnik s ponosom obudi spomine na njemu najljubša tekmovanja. Ta statua nekako ponazarja upornost in pa vztrajnost kolesarja in sem zelo ponosen, smo dobili v Bolcano, pelil sem ekipo 8 kolesarjev na dirko in smo osvojili skupno 3. mesto, tako da mi res veliko pomeni. V 15 letih je odpeljal preko 200 maratonov in tekem v Italiji. In potem, ko sem italijanskim prijateljem, tam poznam 30 klubov, ko sem objavil, da ne bom več hodil zaradi drugih obveznosti in tako naprej in da je 15 let je bilo veliko, so me povabili na svečanost in potem so mi dali to posebno plaketo, so napisali z simpatijami prijateljev, s katerim smo skupaj kolesarili. V letu 2007 je opravil s kvalifikacijami na 200, 300, 400 in 600 km blizu Augsburga v Nemčiji in dobil povabilo na štart najstarejšega kolesarskega ultramaratona na svetu, Pariz-Brest-Pariz v dolžini 1225 km. Prvi v zgodovini Slovenije nas je 7 šlo in se je kvalificiralo na to tekmo in smo odpeljali brez problemov, čeprav je bilo 3 dni dež in jih je več kot 1500 odstopili od vsega 4500 prijavljenih. Ponosen sem na pokal, ki sem ga dobil na prireditvi v Udinah, gre pa za fair play, ker sem pomagal tekmovalcu, ki je padel in je krvavel, pa sem se ne glede, da je bila dirka v polnem žaru, sem se ustavil in mu pomagal in so se Italijani spomnili in me povabili pozno jeseni na prireditev v Udine, kjer so mi podelili ta pokal za fair play. Garderobna omara je pretesna za številne kolesarske drese, osvojene na mednarodnih maratonih in tekmah. Draga mi je majica, 37 let sem zvest maratonu Franje in pa druga majica je majica Slovenija kolesari. Vsako leto se udeležujem prireditev, ki so v tem sklopu, tako da se najdemo s prijatelji pa se peljemo bolj rekreativno, to pa ni tekmovalno, ne. Blatnik je v 37 letih prevozil več kot 200 kolesarskih maratonov in tekem v Italiji, preko 80 v Avstriji in Nemčiji, vozil pa je tudi v Franciji, Španiji, na Madžarskem in na Hrvaškem.
Zadnjih 8 let, ko se je posvečal triatlonu in tekmovalni nordijski hoji, je med drugim tekmoval tudi v Črni gori in na Poljskem. Spoštovani gledalci, drage gledalke, to je vse, kar smo pripravili v tokratnem Posavskem tedniku. Bodite z nami tudi prihodnji torek, do takrat pa hvala za pozornost in nasvidenje.